podjetje Marprom z novim direktorjem. Delavci z minimalno plačo ne morejo preživeti. Zagorelo gospodarsko poslopje. Ob svetovnem dnevu maternega jezika. Lepo pozdravljeni. Člani nadzornega sveta Marproma, ponudnika javnega mestnega potniškega prometa v Mariboru, so soglasno potrdili Bernarda Majheniča za novega direktorja podjetja. Ta bo vodenje prevzel 1. marca. Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Ivan Hajnšek je sicer ob predstavitvi lanskega poslovanja Marproma poudaril, da je podjetje v dobrem finančnem stanju, saj je leto končalo brez kreditov. Kljub drugačnim načrtom pa jim v prejšnjem letu ni uspelo kupiti novih avtobusov, saj občinska uprava v proračunu zanje ni zagotovila potrebnega denarja. Zadnja 2 meseca se delodajalci in sindikati kovinske in elektroindustrije intenzivno pogajajo o zvišanju minimalnih plač. Po podatkih sindikata naj bi minimalno plačo, ta znaša 780 evrov bruto, prejemalo med 15 in 20% vseh zaposlenih v panogi. Tem delavcem pa zaslužek več ne omogoča niti preživetja. Sindikati zato opozarjajo, da so višje plače nujne in pritiskajo na delodajalce, da bi čim prej končali pogajanja. Minimalna plača v Sloveniji je 783 evrov bruto oziroma 555 evrov neto mesečno. V Mariborski livarni je 149 ljudi, ki imajo minimalno plačo, kar predstavlja 18% vseh zaposlenih. Skaj se je povezal z Rdečim križem in skupaj že delijo prehranske pakete članom, ki prejemajo minimalno plačo. Smo nekako ocenili, da v tem naši regiji je okoli 1000 do 1500 ljudi na tej minimalni plači, kar pomeni, da to je rop preživetja. V Skaju pravijo, da tako hkrati pomagajo svojim članom in opozarjajo, da navadni delavci, tudi če imajo službo s takimi dohodki, ne morejo preživeti. Skaj člane poziva tudi k obisku krvodajalskih akcij. Krvodajalska akcija je možnost, ko je delavec lahko odsoten z dela v breme delodajalca. Hkrati naredimo v času krvodajalske akcije še kaj dobrega. Delavci in sindikat tudi pogosteje prijavljajo delodajalce inšpektorjem. Skajeve pobude delodajalcem niso povšeči. Kdo je prijavil, da je prijava upravičena, da je kršitev, kar prete kršitev delovne zakonodaje, to jih ne zanima. Zanima je samo, kdo je bil in da lahko proti tega sankcionirajo. Problem je, da se ljudje udeležijo krvodajalske akcije, problem je, da skušamo zagotoviti pakete prve pomoči, ni pa problem, zakaj to delamo. Niso problem nizke plače, niso problem stvari, ki se v podjetjih dogajajo. Cilj njihovih pobud pa ni nagajanje, zagotavljajo v Skaju, temveč želijo le doseči spodoben dogovor z delodajalci. Preteklo noč so gasilci na območju Slovenske Bistrice morali posredovati pri večjem požaru v Spodnji Polskavi. Medtem ko je družina Furek spala, je ogenj uničeval njihovo gospodarsko poslopje. Predvsem zaradi budnih sosedov in hitrih prostovoljnih gasilcev pa so posledice nekoliko milejše, kot bi sicer bile, saj jim je iz gorečega objekta uspelo pravočasno rešiti živali in kmetijske stroje. Sredi noči so družino Furek zbudili sosedovi, ki so prvi opazili požar. Ko sem prišel jaz ven z hiše, sem že videl vse, tu vse rdečo, tu sem videl plamen, ker je bil skozi les se je svetlo, pol tam na oni strani se je kadilo ven. Čeprav se je ogenj že močno razširil, jim je skupaj sosedi in gasilci iz objektov uspelo rešiti avtomobile in kmetijske stroje. Problem je bil tu pod kolarnici, ko je vse dol letelo že, ker je že bilo tako dolgo je že gorelo, da je že dol začelo leteti, pa strehe cigle, zato je pokalo. Ogenj je v celoti uničil gospodarski objekt, zgorelo je ostrešje hleva, ostali so tudi brez krme za živino. Miran Furek, sicer tudi poveljnik prostovoljnega gasilskega društva in zato vajen požarov, kar ne more verjeti, da je zagorelo na različnih koncih. Na 4 punktih bi ne gorelo, tako da zdaj ne vemo, če je bilo podtaknjeno ali je to res se samo žgalo od vetra, samo vetra ni bilo. Pogorišče so si že ogledali tudi kriminalisti, ki pa vzrok požara še preiskujejo.
V javnosti zopet odmeva primer 37-letnega Gorazda Boguta. Ta je pred enim letom dvignil veliko prahu v Zgornjem Gradišču, kamor se je vrnil iz Nemčije, potem ko je tam prestal zaporno kazen zaradi umora arhitekta pred 20 leti. Bogut je domačine v Zgornjem Gradišču ponovno vznemiril v začetku januarja, ko naj bi bil poskušal vlomiti v neko hišo. Ko so mu policisti to želeli preprečiti, jim je grozil in jih žalil. Zaradi poskusa vloma in groženj policistom pa se je ponovno znašel za zapahi. Po noči 10. januarja naj bi bil Bogut v domačem Zgornjem Gradišču opremljen z nožem poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo, a so mu policisti to preprečili. Aretaciji se je upiral, policistom grozil in jih žalil, enega naj bi celo poskušal udariti. Policisti so zato 37-letnika odpeljali na pridržanje, a ga po nekaj urah izpustili. Šele po opozorilu tožilstva so 14 dni kasneje podali kazensko ovadbo, ki Boguta bremeni 3 kaznivih dejanj: grožnje, preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in kršitve nedotakljivosti stanovanja. Na podlagi prejetja ovadbe je tožilec ocenil, da so podani razlogi, ki bi lahko procesuirali tudi odreditev pripora zaradi razlogov ponovitvene nevarnosti. Kljub pomoči nekaterih ustanov in sokrajanov pa Bogut nove ponujene priložnosti očitno ni izkoristil. Moram reči, da bi verjetno ta prehod iz tujine v domovino njegovo, torej v Slovenijo, lahko potekal drugače, torej ne neposredno na prostost, ampak v neke poskusne faze vživljanja v novo okolje. Domačini so ga stigmatizirali že od vsega začetka, pa opozarja Janševa, ki je sodelovala pri procesu njegove resocializacije. Povedati moram, da je en izmed najboljših, največ je dosegel od izobraževanja, od tega, da je opravil izpit, od tega, da se je resnično integriral. Bogut, ki ima sicer precej zajeten kazenski dosje, med drugim več obsodb zaradi tatvin, povzročitve telesnih poškodb in roparskega izseljevanja, v priporu ostaja 1 mesec. Odgovora na vprašanje, ali bo državni svetnik Franc Kangler, tudi danes ni dobil. Ustavno sodišče je nadaljevalo obravnavo Kanglerjeve pritožbe zaradi nepotrditve njegovega mandata v državnem svetu. Vsebinsko obravnavo Kanglerjeve pritožbe so ustavni sodniki začeli že pred 1 tednom, odločitve pa tudi danes niso sprejeli. O drugih pomembnih dogodkih pa v nadaljevanju. Nadaljujejo se pogovori o oblikovanju nove vlade. Potencialne partnerice želijo namreč že v začetku marca izglasovati konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše. Vodje poslanskih skupin, ki bi lahko sodelovale v novi koaliciji, so danes neformalno razpravljali o tem, da bi bila mandatarka morebitne nove vlade Alenka Bratušek iz Pozitivne Slovenije. Sicer pa je doslej znano, da je vodstvo Državljanske liste sklenilo, da bo podprlo konstruktivno nezaupnico vladi, če bo ta vložena. Podpredsednik stranke Janez Šušteršič, ki je bil do nedavnega finančni minister v vladi Janeza Janše, v morebitni novi vladi, kot je dejal, ne bi kandidiral za finančnega ministra. Predsedstvo SD-ja pa bo o vstopu v novo vlado odločalo danes. Tako v Državljanski listi kot SD-ju pa vstop v novo vlado pogojujejo s popolnim umikom Zorana Jankovića z vrha Pozitivne Slovenije in iz državne politike. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je sprejela finančni načrt za letos. Po njem bodo bolnišnice in zdravstveni domovi za svoje storitve prejeli 3% nižje plačilo kot lani. Na ta način bo ZZZS prihranil dobrih 44 milijonov evrov, še dobrih 6 milijonov pa z odpuščanjem zaposlenih v administraciji in pri zdravilih. Zaradi varčevanja v zdravstvu pa so bolnišnice že v težavah, nekatere ne morejo plačevati računov. Jeseniški bolnišnici je zato največji dobavitelj zdravil ustavil dobavo. V vodstvu bolnišnice so ob tem poudarili, da jim bo v 2 tednih zmanjkalo zdravil, ki so nujna za izvajanje operacij. Jože Tanko, vodja poslanske skupine SDS-a, se je na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije, da je pri zaposlovanju njegovega sina na plinovodih šlo za nepotizem, odzval z besedami, da so ugotovitve komisije popolna bedarija. Ob tem ga je zmotilo še, da protikorupcijska komisija preiskuje podjetje, ki ni v večinski državni lasti, kar presega njihove pristojnosti. V stranki SDS so tudi prepričani, da je poslovnik komisije v neskladju z zakonom o upravnem postopku, zato predlagajo, da se razveljavi del ali cel zakon in poslovnik komisije.
UNESCO je današnji dan, 21. februar, razglasil za mednarodni dan maternega jezika. Zaznamujemo ga že 14 let v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so pred 47 leti zahtevali enakopravnost za svoj jezik. Tema letošnjega dneva materinščine je dostopnost knjig in digitalnih vsebin v različnih jezikih. Materinščina ima namreč pomembno vlogo pri ustvarjanju temeljev za učenje, knjige in učbeniki pa pripomorejo k bogatenju jezika. Kristjana Kordič je v Slovenijo iz vzhodne Nemčije prišla pred 29 leti. Pripeljala jo je ljubezen, poročena je namreč že 34 let. Sedaj živi v Zgornjem Dupleku. Po poklicu je profesorica zgodovine ruščine, a ker dela ni našla, se je začela posvečati svojemu maternemu jeziku. Sem začela s prevajanjem, kaj tudi je danes moj glavni poklic, pa še poučujem nemščino, pa sem tudi zelo aktivna zdaj v okviru turizma, tako da sem kot lokalni turistični vodič. Kristjana v svojem maternem jeziku govori vsak dan. S sinom se pogovarja samo v nemščini in spremlja tudi nemške televizijske programe. Meni, da se kot tujec lahko jezika zelo dobro naučiš. Sicer popolnoma nikoli ne bom znala prav slovenščino, ampak se pač potrudim. Priznam, da je zelo težki jezik, zelo lep jezik, ima svoje posebnosti kot dvojina. Ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je slovenščina predstavljala prvi jezik za 88% ljudi v Sloveniji. Med članicami Evropske unije veljamo za jezikovno razmeroma homogeno državo. Slovenščino pa naj bi govorilo okoli 2 milijona ljudi in pol. Ne nazadnje je jezik medij, skozi katerega se opredeljujemo do preteklosti. Realiziramo sedanjost, napovedujemo prihodnost. Mislim, da se ne motim preveč, če rečem, da se Evropejci, sodobni Evropejci, prej ali slej identificirajo s svojimi jeziki. Kot še dodajaš tu hec, osiromašenje na področju jezika pomeni, da se omejujemo kot posamezniki in tudi kot pripadniki družbe. Po svetu danes govorijo okoli 6000 jezikov. Po oceni UNESCO polovici grozi, da bodo izginili. V povprečju namreč vsaka 2 tedna izgine en jezik. Naslednji prispevek pa odgovarja na vprašanje, kje je danes mesto poezije. Žalostno je, da so jo v preteklosti snovalci seznamov za bralne značke zaobšli in da se mnogi starši, ko gredo z otrokom v knjigarno ali knjižnico, ne spomnijo na pesništvo. O njem so ob nedavnem slovenskem kulturnem prazniku razpravljali tudi mariborski razumniki in literati, dotaknili pa so se tudi poezije Franceta Prešerna, ki nikakor ni aktualna le ob 8. februarju. Slišati je bilo mogoče, da se je sodobna poezija odmaknila od bralca, da postaja vse bolj hermetična. Tudi ta sodobna poezija išče svoj izraz, išče svoj jezik, zdaj govorim o kolektivnem jeziku, in je seveda uporniška, angažirana, takšna kot je današnja družba, in je v njej, vse zdi se tako malo prostora za lepega. Učenci jo pojmujejo kot nek bav-bav. Vzemimo za primer našega pesnika Franceta Prešerna. V šolskem sistemu je obveljala miselnost, da je Prešeren zatežen, zamorjen in le stežka razumljiv. Ne vem, zakaj se zdi profesorjem večinoma in zlasti pa učiteljem to prezapleteno za neko otroško dušo. Zakaj jim Prešerna slika nenehno za temi nekimi doktor Fik in ne vem, Julija oklepi. A da bi učencem približali poezijo nasploh in morda prispevali tudi delček njenemu boljšemu razumevanju in njeni večji popularizaciji, je treba obrati pravo pot. Podkrepiti teoretsko razlago z osebnimi občutki, kot je denimo za časa svoje profesure na drugi gimnaziji počela pesnica in profesorica slovenskega jezika Danica Križanič-Müller. Meni je šlo prav na živce, kot je šlo dijakom, tudi tisto vprašanje, tako klasično učiteljsko, kaj je hotel povedati pesnik tej pesmi. Mislim, tega jaz nisem nikoli vprašala. Zaradi tega, ker sem vedno rekla, poglejmo pesem samo na sebi, kaj pesem pove meni v tem trenutku, danes. Že Linhart ima eden drugmu ognja, dajmo. Če učiteljica slovenščine nima ognja sama v sebi v zvezi s Prešernom, kako ga bo prenesla na otroke? Če poezijo pojmujemo kot višek jezika, ta pa je temeljni element narodove biti, potem moramo spremeniti tudi zorni kot pogleda na poezijo.
Športni del tokrat pripada odbojki. Odbojkarji ACH-ja so v dvorani Tabor uresničili zadani cilj. Tekmo državnega prvenstva proti Mariboru so dobili s 3-0. Kljub temu pa so domači igralci dokazali, da so se v tej sezoni še nekoliko približali našim najboljšim ekipam. Sinoči je dvorana Tabor spominjala na stare dobre čase mariborske moške odbojke. Tekma z državnimi prvaki je vanjo privabila rekordno število gledalcev v tej sezoni. Bilo jih je okoli 700. Občutek je seveda fenomenalen. Več gledalcev je seveda zelo lepo vzdušje v dvorani in nam igralcem je to seveda dosti lažje. Publika je seveda naš 7. igralec. Glede tekme pa bom rekel, da smo zelo dobro igrali, glede na to, da je bil nasprotnik ACH. Odločitev o zmagovalcih prvega niza, ki so ga z 20-25 zmagali Ljubljančani, je temeljila na nekoliko boljšem sprejemu igralcev v modro-oranžnih dresih, ki so si odločilno razliko priigrali šele v končnici. Se je kar težko motivirati proti precej slabši ekipi, to se je videlo tudi v prvem setu. Začeli smo malce klavrno. Maribor je res igral zelo dobro v prvem setu. Mi smo slabo sprejemali, tudi v obrambi smo zelo slabo odigrali, vendar pa pri tem mislim, da smo se strnili naše vrste in tu zasluženo izgubili to tekmo. V drugem nizu je Mariborčanom nekoliko hitreje pošla sapa, saj so že pred drugim tehničnim počitkom zaostajali za 6 točk. Podobno je bilo v tretjem, zato so za modro-bele proti koncu zaigrali tudi tisti odbojkarji, ki sicer ne igrajo. V drugem nizu so se Mariborčani zaustavili pri 18, v tretjem pa pri 13 točkah. Na koncu potem so začeli oni tudi malo bolj igrati. Malo bolje. Malo slabše smo začeli sprejemati, tudi so zelo dobro servirali. Ampak mislim, jaz sem zadovoljen s svojo igro in z igro ostalih naših. Nekaj malega bi lahko poboljšali, ampak bože. Več kot Donik, ki je zbral 9 točk, jih je za Mariborčane dosegel Mihajlović, ki se je zaustavil pri 11. Na drugi strani so Šketo s 25, najbolj pomagali Petrović, Flajs in Vidić, ki so dosegli 12, 11 oziroma 10 točk. Za konec še pregled dogodkov, ki so zaznamovali dan na tujem. Bolgarski parlament je z 209 glasovi za, 5 proti in 1 vzdržanim potrdil odstop vlade premierja Bojka Borisova. Borisov je v sredo sporočil, da zaradi protestov v državi odstopa s premierskega položaja. V skladu z bolgarsko zakonodajo mora zdaj predsednik države mandat za sestavo vlade najprej ponuditi 3 največjim strankam. V primeru, da vse 3 zavrnejo mandat, mora predsednik razpisati predčasne volitve, ki jih morajo pripraviti v 2 mesecih. Evropska agencija za okolje je opozorila, da tako ljudi kot biotsko raznolikost v Evropi ogroža več tisoč tujerodnih rastlin in živali. Agencija ocenjuje, da je v Evropi več kot 10 tisoč tujerodnih vrst, od katerih jih ima 15% negativen učinek. Za ljudi so tujerodne vrste škodljive predvsem, ker pomenijo tveganje za prenos različnih bolezni, lahko pa ogrožajo tudi obstoječe življenje živali v divjini. Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da je rover Radovednost uspešno nabral prvi vzorec skale, ki ga bo v naslednjih dneh sejal skozi posebno sito in nato analiziral v svojem laboratoriju. To bo prva analiza skale na Marsu, saj so roverji doslej pobirali le rdečo oksidirano prst s površine planeta. Številni Kitajski se danes na spletnih družbenih omrežjih norčujejo iz vlade, ki je napovedala, da bi lahko v boju proti vedno hujšemu onesnaženju zraka prebivalstvu prepovedala uporabo žara na prostem. Sever in vzhod Kitajske se že dalj časa duši v smogu, kar močno jezi prebivalstvo. Številni ljudje so morali zaradi težav z dihanjem poiskati pomoč v bolnišnicah. Razmere v že tako močno onesnaženih kitajskih mestih se pozimi zaradi kurjenja za ogrevanje še poslabšajo. Kitajska industrija je močno odvisna od premoga, stanje pa še poslabšuje vse večje število avtomobilov na kitajskih cestah. Vremenoslovci nam še napovedujejo zimske dneve. Jutri bo oblačno, po večjem delu države bo občasno rahlo snežilo, le na Primorskem bo večinoma suho. V noči na soboto se bo sneženje okrepilo, v soboto čez dan pa se bo le na zahodu prehodno delno zjasnilo, drugod pa bo še oblačno, a večinoma brez padavin. V noči na nedeljo bo sneženje zopet zajelo večji del Slovenije, le na Primorskem bo deževalo. V nedeljo bodo padavine oslabele. Prihodnji teden pa naj bi že zadišalo po pomladi. Hvala, da ste bili z nami in lep večer.